Dragi brati in sestre, posebej pa dragi in spoštovani zakonski jubilanti. Torej, danes se Bogu zahvaljujemo za vašo zvestobo. Ne zato, ker bi bilo v vašem zakonu vse popolno, ampak zato, ker ste ostali na skupni poti. Kar nekaj let je že minilo pri nekaterih več, pri nekaterih manj, ko ste v sreči in nesreči obljubili zvestobo, v bolezni in zdravju, in sicer vse dni svojega življenja. In zanimivo, današnji evangelij se začne z besedami, ki jih Jezus izreče poslušalcem: ne bojte se. To je zelo primerna beseda, se mi zdi, za praznik zvestobe. V zakonu pride strah. Strah, ali bova zmogla. Strah pred boleznijo. Strah za otroke. Strah zaradi finančnega stanja. Strah, ko se človek začne spraševati, ali bo najna ljubezen zdržala. In Jezus zelo preprosto pravi: ne bojte se. Zakaj? Zato, ker Bog ne zapusti človeka, ki mu zaupa. V prvem verilu prerok Jeremija doživlja veliko stisko. Ljudje ga obrekujejo, preganjajo, čakajo, da bo padel. Toda sredi tega reče: Gospod je z menoj, kakor silen junak. Mislim, da si marsikdo od vas zakoncev, če danes pogleda nazaj, lahko reče in misli podobno. Če Bog ne bi bil z nami, danes ne bi praznovala obletnico poroke. Morda ste šli skozi hudo preizkušnjo bolezni, morda skozi nesporazume, skozi skrbi za otroke, skozi obdobja, ko se nista več znala pogovarjati in dobro slišati. Morda tudi skozi trenutke, ko sta si morala veliko odpustiti. In prav to je znamenje, da vas zakon ni samo sad vajne moči, da je tudi sad Božje milosti. In zanimive so besede apostola Pavla v verilu, ko pravi, da je Božja milost večja od človeškega greha in slabosti. To je velika tolažba tudi za vsak zakon. Skrivnost dobrega zakona ni v tem, da nikoli ne padeš, ampak v tem, da znaš ostati. Ni v tem, da nikoli ne prizadeneš sozakonca, ampak da znaš prositi odpuščanja. Ni v tem, da nikoli ne pride kriza, ampak da v krizi ne obupaš. Se mi zdi, da je danes zelo pogosto, da slišimo, da mora človek poskrbeti in misliti najprej nase, poskrbeti zase. Da mora oditi, ko mu ni več lepo v zakonu. Vi, dragi jubilanti, pa pričujete nekaj drugega. Pričujete, da ljubezen ni samo čustvo, ampak da je ljubezen odločitev. Da ljubezen pomeni: ostal bom s teboj, tudi takrat, ko bo težko. In zato ste danes velik zgled mladim zakoncem in posebej še mladim ljudem, ki se morda bojijo trajnih odločitev. Svojim življenjem in govorite: zvestoba je mogoča, zakon je vreden truda, ljubezen, ki vztraja, postaja globlja. Zato se gradi ta ljubezen in zakon v vsakdanjih drobnih stvareh. Gradi se, ko mož ženi reče hvala, ko žena možu reče oprosti, ko eden drugega poslušata, ko molita drug za drugega, ko ne odnehata pogovora, čeprav je težko in so mučne tišine, ko se ne ponižujeta, ampak se spoštujeta,
ko znata molčati, kadar bi beseda ranila, ko znata spregovoriti, kadar bi vam molk oddalil. Prav te majhne zvestove Bog vidi in tudi pomaga v vojni zvestovi. Jezus v današnjem evangeliju pravi še nekaj. Pravi, da so celo vsi lasje na naši glavi prešteti. Kaj nam hoče s tem povedati? Da Bog pozna vašo zgodbo. Pozna vse, kar je bilo lepega, pa pozna tudi vse, kar je bilo težkega. Pozna solze, ki jih drugi niso videli. Pozna odpovedi, ki jih nihče ni pohvalil. Pozna molitve, ki ste jih izrekli v tišini. Torej, pri Bogu ni izgubljen noben trud ljubezni. Dragi jubilanti, danes torej praznujete praznik zvestove. Zato danes poglejte drug drugega s hvaležnostjo. Morda ne z isto močjo ljubezni kot na poročni dan, gotovo pa z globljo izkušnjo. In če bi danes lahko izrekli samo eno molitev, naj bo ta zelo preprosta. Gospod, hvala, ker si bil z nami. Hvala, ker si naju vodil. Hvala in ostali z nama še naprej. Naj Jezusove besede odmevajo v vašem srcu. Ne bojte se torej, vredni ste več, kakor veliko drugega. Amen. Tako zdaj, dragi jubilanti, vas povabim, da ostanete. Prejeli ste list z obnovitvijo krstnih obljub, oziroma zakonskih obljub, in želimo sedaj prav to izraziti. Ob spominu na poročni dan, ko ste zakramentom svetega zakona sklenili zavezo med seboj in z Bogom, sedaj obnovite svoje obljube in prosite Gospoda, naj vas okrepi svojo milostjo. Tako ta obnovitev zakonskih obljub je sestavljena iz večjih delov. Najprej bom povabil može, da bodo oni izrekli besede obnovitve obljube, potem pa še žene. Potem boste skupaj molila in na koncu sledi blagoslov vseh jubilantov. Tako, može bi najprej prosil, da ponavljate besede obljube postavki za menoj. Vmes pa vstavite tudi ime svoje žene. Jaz se zahvaljujem trojedinemu Bogu, da sem sprejel za svojo ženo tebe in ti ponovno obljubljam, da ti bom še naprej ostal zvest. V sreči in nesreči, bolezni in zdravju, da te bom še naprej ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja. Tako zdaj pa žene povabim, da izrečete obljube. Jaz se zahvaljujem trojedinemu Bogu, da sem sprejela za svojega moža tebe, in ti ponovno obljubljam, da ti bom še naprej ostala zvesta, v sreči in nesreči, bolezni in zdravju, da te bom še naprej ljubila in spoštovala, vse dni svojega življenja. Tako zdaj pa povabim
da si obrnete drug drugemu, pa skupaj izrecite obljubo in prošnjo za blagoslov. Hvaljen Bogi Gospod, ker se imamo srečnih in nesrečnih dni najnega zakonskega življenja, stavo obstanim, pomagaj nama, da ohranimo med seboj ljubezen, da bova dobra pričevalca najne zakonske zveze. O Bog, stvarnik vseh ljudi, ti si ustvaril moža in žene in ustanovil zakonsko skupnost. Prosim te, blagoslovi te zakonce, ki se ti zahvaljujejo za obletnico skupnega življenja. Ohrani v svoji ljubezni in jim daj moč, da bodo še naprej priče tvoje neizmerne dobrote. Svoje domače naj vodijo k Kristusu, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Tako, naj bo en pozdrav iz občestva z enim aplavzem. Tako zelo nakratko še, ne držim še naprej. Verujem v enega Boga, danes se skupaj z našimi zakonskimi jubilanti zahvaljujemo Bogu za dar sakramenta svetega zakona. Zaupanjem mu izročimo svoje prošnje. Za cerkev, da bi z veseljem spremljala zakonce na njihovi življenjski poti, ter bila znamenje Božje ljubezni v svetu. Prosimo, da usliši nas. Naše zakonske jubilante, da bi jih Gospod še naprej utrjeval v medsebojni ljubezni, zvestobi in zaupanju. Prosimo, da usliši nas. Za njihove otroke, vnuke in vse družinske člane, da bi v svojih družinah ohranjali vero, medsebojno spoštovanje in povezanost. Prosimo, da usliši nas. Za mlade, ki se pripravljajo na zakon, da bi v zakonskem poklicu prepoznali Božji klic in z odgovornostjo gradili svojo prihodnost. Prosimo, da usliši nas. Za zakonce, ki se srečujejo s preizkušnjami, boleznijo ali osamljenostjo, da bi v Bogu našli moč, pogum in oporo. Prosimo, da usliši nas. Za vse pokojne zakonce in člane družin naših jubilantov,
da bi jih Gospod sprejel v večno veselje svojega kraljestva. Prosimo, da razpiši nas. Dobri Oče, zahvaljujemo se Ti za zgled naših zakonskih jubilarjev. Sprejmi njihove zahvale in usliši naše zaupne prošnje. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.